Živijo po dolgem času. Marec je na Švedskem res tako smotano obdobje, ko je en dan zima, naslednji dan je pomlad, ampak potem spet pride zima, tako da sploh ne veš, kaj pričakovati. Iz tega razloga se prav dosti ni dogajalo, zato tudi na žalost vlogov ni bilo. No, ampak potem je za kratek čas pomlad končno pokazala prve znake življenja. Na hiški so se začeli zbirati prvi ptički, na travniku je bilo vedno več srnic in tako je prišel čas, da tudi midva zagrabva za delo in se lotiva spomladanskih opravil. Šnofka tega sicer ni čisto še sprejela, ker ima zelo rada sneg, ampak tudi ona bo počasi dojela, da je zime konec in da se bo spet lahko kopala v jezeru. Začeli bomo z bolj prijetnimi stvarmi, vsaj jaz. Lani nisem mogla oziroma nisem imela časa, da bi se ukvarjala z rožami, letos bi pa jih kaj imela, tako da sem se odločila probati iz semen rožice vzgojiti. Ne vem sicer, če bo ratalo, malo sem skeptična, kaj Šnofki. Ampak ja, bomo probali. Zaenkrat je zunaj še 1 stopinja, tako da bojo ta semena noter začela rasti, upam, da bojo začela rasti. Tako da ja, se bom prvič v življenju tega lotila in upam, da bo kaj nastalo in da bo poleti potem lepo okrog hiše. Plan je vzgojiti različne rožice, in sicer tele petunije, pol neke majhne sončnice in lobelijo. Upam, da se tako reče v slovenščini. Ampak ja, vse so zelo pisane in res upam, da uspejo. Takole, rožice so na okenski polici, zdaj pa upajmo, da kaj rata. Naslednji projekt je pa tale kup tega starega vejevja in neke, ne vem kaj vse, po moje so tle enkrat eno drevo podrli, pa kar na kup zmetali. Tako da zdaj to že vse malo trhljen, malo se je vse skompresiralo, zverižalo skupaj, tako da bo kar del. Verjetno bomo mogla malo nažagati pa odpeljati v gozd, da bo pol tle malo več prostora. Sva uspela tale kup šavja in zemlje in vej kar v dobri meri, v veliki meri odstraniti. Ostal nama je edini tale še, evo ga, en tak velik ostank hloda, ampak je kar trdo vratan. Problem je, da sem ga hotel na pol prežagati, pa je še zelo zamrznen noter, ne vem, zato gre tudi bolj počasi, plus tega ima neke kamne že tudi noter vraščene, tako da tukaj sem najprej tle začel, pa sem na en kamen naletel, sem mogel pol tukaj zraven začeti. Tako da ja, gre kar počasi. Ne morem ga niti prevaliti, pa ne vem, a je noter še malo vraščen, a je bil tle celo podrt, pa je zato vraščen. Ali je samo toliko zamrznjen, ker tla so tudi še zamrznjena, tako da marsikatero vejo, ko so mogla ven potegniti iz zemlje, je bila noter vraščena in zamrznjena in je šla zelo težko.
tako da zato gre tudi tale hlod po moje tako težko, jaz mislim, da prav raščen noter ni. Tako da zdaj najprej moram nabrusiti verigo na žagi, da ga probam do konca prežagati, še z enim vzvodom ga bom probal prevaliti, če bo šlo, če se bo odlimal od tal, če ne bo pa to pustila za pol, ker se bojo tla orenk odtajala, pa bo mogoče malo lažje, bomo videli. V bistvu prav veliko izkušenj z brušenjem verige nimam, tako da se še sproti učim, tako da bomo videli, kako bo, a bo kaj učinkovalo to, da jo bom nabrusil, ali bo glih isto. Pa dajmo. Žago sem nabrusil, tako da upam, da uspešno, pa bomo zdaj probali, kako bo šlo. Upam, da bo šlo. Če ne bom uspel žago, ga bom probal še z enim vzvodom malo odkotaliti, če se bo dal, da bi ga mogoče kar odkotalil v gozd. Če ne, ga bomo pa pustili za malo toplejše čase. Malo boljš gre, ampak vseeno bo izgleda kar veliko dela. Se bom še malo ukvarjal s tem. Sem ga uspel kar globoko prerezati, ampak ne morem pa do konca, ker bom pol mogel v zemljo, tako da ga moram vseeno vsaj malo obrniti. Bom probal s to kovinsko palico z orenko z vodom, ker sem probal kar na roke, ni šlo, ampak tako bo pa mogoče šlo. Se gre. Če sem pa v dilemi, ali bi ga sploh na pol žagal, ali bi ga takole kar čez travnik v gozd odrinil. Bom vseeno probal prežagati. Če ne bo šlo prav easy, bom pa ga odrinil. Ampak malo težje bo to velik konec odrivati. Spet je en kar velik kamen noter vraščen, z druge strani sicer, ampak glih tle, kjer režem, tako da po mojega bom probal kar v kosu odkotaliti. Škoda časa pa verige pa energije, malo se bom sicer namatral, ampak ja, bo pa vseeno po mojem hitrejš kakor žagati. Mogoče se pa ne bom toliko namatral. Evo, pa je še ta kos zrihtan. Ni več ne duha, ne sluha o tem deblu. Ja, na koncu je bilo lažje, kakor sem pričakoval, da bo. Precej lažje ga je bilo kotaliti, kakor bi bilo, če bi ga hotel razžagati. Tako da ja, zdaj sicer tle še en kos uporabne parcele, precej gozden pa blaten, ampak bo enkrat tudi tukaj trava. Za danes bo pa dosti tole, pa jutri ali pa kakšen drug dan naprej. Spet je dokaj lep sončen dan, tako da imava spet veliko dela. In spet nekaj, kar lani nismo uspeli narediti. Za hišo je praktično vse ostalo tako, kot je bilo, ker ja, sva imela čisto preveč dela s prenovo, tako da nama je bilo dokaj vseeno, ampak zdaj bi pa rada to malo spucala, zaradi tega, da bojo drevesa, ki so lepa, lepš rasla, pa da bo malo urejen. Tako da tle je zdaj tale bukev, zelo lepa, ki je tudi kar redka na Švedskem, tako da bi jo definitivno rada ohranila. In spodaj je kar nekega šavja in dreves in okrog je nekaj malih brez in vsega. Tako da se bova tega lotila, pa upava, da nama uspe tole danes spucati.
Lani sta moja starša pustila take električne tele škarje in trenutno res prav pridejo. Ne? Komu odrežejo vse, takole, da se bo videli. Res kar olajšajo delo, no. Tako da je bolj prijetno delati zunaj. Evo, še ena najina nova pridobitev, Husqvarnina motorka, kakor se za Švedsko spodob. V bistvu sva že ugotovila hitro, da bo ona električna za okrog hiše premalo, že zato, ker rabila tle podreti. Plus tega imava namen v bodoče od soseda kupiti hlodovino in sama delati drva za čez zimo, za kamin. Tako da naj jo čaka z motorko še kar veliko dela. Tako da zato sva jo kupila že zdaj, ker bo pol že zdaj prav prišla. Se imava tudi že tukaj zdaj okrog hiše ene par kar velikih dreves za podreti, pa nažagati, pa narediti drva iz njih. Ampak danes se še ne bom tega lotil, rad bi najprej malo občutka dobil za to motorko. Tako da danes bom take bolj manjše probal podreti, pa malo nažagati, tako da malo dobim občutka, pa tudi da se motorka malo unese, pa jutri pa mogoče ali pa naslednji, čez kakšen dan pa tudi ta večja drevesa, tako da to naj jo še čaka in upam, da bo šlo vse po planu. Šnofki tudi pomaga malo veje pospraviti pa odnesti v gozd. Bomo videli pa, koliko bo njena pomoč res pomoč, pa koliko bo dodatno delo. Moramo priznati, da lani je bilo kar naporno prenavljati hišo, ker so bila skozi ful pod pritiskom časovnim, da bo narejen do zime in da se bo lahko vselila. Tako da je zdaj veliko bolj prijetno delati. Sploh je bolj prijetno biti zunaj, ker je bolj prijetno delo, šnof je lahko zunaj. Lepo vreme je. Zdaj, če bi izbirala, bi raje nekje ležala na ležalniku pa brala knjigo, ampak tudi to je čist fajn. Tako da sva kar zadovoljna, da gre tako, kot sva si splanirala. Rok je pa itek zelo zadovoljen, da lahko uporablja motorko. Bil je zelo vesel, ko je dejansko prišla, ker sem naročila prek interneta. In je bil kot mali otrok in tudi danes je zelo navdušen. Je že komaj čakal, da bova začela z delom. Povsod je ful veliko vej, ker je bila hiša kar nekaj časa sama, oziroma je samevala, bila je prazna. Poleg tega pa prejšnji lastnik je bil precej star, pa se s tem zunanjostjo ni glih mogel ukvarjati. Tako da morava zdaj počistiti marsikaj, kar je tle gnil že zelo dolgo časa. Poleg tega pa nama je lani zmanjkalo časa jeseni, ker sta toliko hitela in niso uspela še zadnjič listja pograbiti oziroma ga spihati. Prej sva ga parkrat, ampak je veliko listavcev in niso uspela vsega narediti do konca, tako da je to še zelo veliko listja od lani in se morava zdaj s tem ubadati. Sva upala, da bo čez zimo malo več zgnila, ampak nažalost ni.
Nastja, a se je končal ta zabaven del? Ja, za mene še ne, zate se je, ker moraš odvažati v gozd. Ampak tudi tole pucanje je manj zabavno, kakor podiranje. Ja. Ampak vsaj lepše letuje, ker je že ful bolj čisto, pa velik napredek je. Tole šajtrgo sva kupila, oziroma ne kupila, kupila, skupaj s hišo sva jo kupila. Po mojem je stara 30 let, ali pa kaj takega, mogoče še več. Železna, vsa zarjavela, ampak je res ful uporabna. Že tekom prenove in zdaj dejansko veliko bolj uporabljava kakor novo, ki sva jo kupila. Prav nama sicer pride, da imava dve, ful velikokrat se izmenjujeva, da Nastja nalaga, jaz odvažam, pa imava naenkrat lahko oba delava, ampak vseeno v povprečju več to uporabljava, ker je ful široka, pa malo bolj plitva, ampak ful veliko stvari lahko noter spravaš. In tudi voz se zelo lepo, pa tukaj spredi pred gumo nima nobene une prečke, kakor jo ima ta nova. Ta nova ima takole prečko, tako da čim je kakšna skala ali pa kakšna luknja, se noter zabijaš in se ti vse strese. Tako da ta se dejansko tudi voz ful lepše. Ja, sam je pa zelo težka. Ja, za voziti je težka, že prazna sama, kar dosti tehta, ampak se vseeno lepš voz, tako da včasih so stare zadeve precej boljše kakor novejše, čeprav mogoče izgledajo lepše pa funkcionalnejše, včasih ni tako. Evo, za danes sva končala, sicer nisva uspela vsega dokončati, je še za v gozd odpeljati, pa malo še sčistiti, pa pograbiti, pa ja, še kar nekaj dela. Ampak vseeno je že veliko bolj odprto, pa malo se je pokazala, koliko je lepa ta buka v bistvu, prav lepo za sedeti tle gor, pa tudi veliko bolj odprto in čisto je zdaj. Ja, in ful je več prostora v resnici z vsakim takim kosom, ko spucava en kos nekega šavja, se pokaže, da je v bistvu parcela res ful velika, tako da dobiš, ne vem, 100 kvadratov, ki jih prej sploh nisi videl in nisi vedel, da obstajajo. Saj nimava namena vseh dreves podreti, samo tle pod to bukvijo se res je bilo samo šavje, pa nikamor ni imelo za rast, direkt se je s to bukvijo pol prepletali, pa sušili, pa ni bilo ne eno lepo, ne drugo, tako da sva se odločila, da bo dala bukvi prostor, da raste, to šavje okrog pa spucati, tako da ja, jutri imava še kar veliko enega dela, pa tudi naprej še, ampak ja, imava kar veliko motivacije, ne? Ker se res ful pozna napredek. Postaja vedno bolj lepo, ja. Ja, tako da nadaljujemo jutri. Zdaj greva pa lahko eno pivo spiti. Ja, to pa res. Upam, da je hladno. Evo, nadaljujeva z delom. Danes sicer ni tako lepo vreme, kakor je bilo včeraj. Jutri naj bi bilo precej lepše, samo ja, bi rada, če sva začela čim prej zaključila ta del, tako da sva se vseeno danes lotila. Pa bomo videla, bo jutri tudi kaj, ali bo pa rajši jutri pol v lepem dnevu, malo bolj frej. A gre, Nastja? Gre, ampak je veliko, ni konca sploh. A zdaj ti režeš une žive ali sam mrtve pobiraš, ali boje? Oboje. Še vedno je veliko nekega šavja, ko ven raste. Ja, pa tudi listja je v resnici tako. Res globoko listja. Enih 10-20 cm na enih delih, tako da bo kar enega dela z grabljanjem tudi. Bo še zanimivo, ja. Ampak nama gre. Sva zadovoljna zaenkrat. Ja. Tukaj je Nastja zdaj že vso podrastje več ali manj spucala, vse kar se je videlo, tako da jaz zdaj že grabam in odvažam listje v gozd.
Nastja se pa teče slotila zdaj telih malin. Lani so nekaj obrodile, ampak zelo malo, zaradi tega, ker so bile res toliko zaraščene. Tako da se jih je zdaj lotila malo obrezati, spucati, razrečati. Pa upava, da bo boljši pridelek, a? Mislim, nimam pojma, kaj delam, ker še nikoli nisem tega počela, ampak mislim, da ni neke ful znanosti, letos vsaj, ker je pač bilo vse zaraščen, tako da je treba samo spucati, jih razrečati, pa upajmo, da bo kakšna malina, vidva se jih imava ful rada, tako da se jih veseliva. Lani je nekaj bilo, ampak vse v šavja. Ja, letos je res tako, da v primerjavi z lani letos skoraj karkoli narediš, ne more biti slabše. Jaz si videl, ker sem včeraj to steklenico našla. Ne, kje pa je bila? Tle not pod kupom listja. Je cela? Ne. Škoda. Škoda. Ampak fuj, pa milijon ima nekih žužkov not. Ja, nekaj imel gnezdo tle, no. Jaz bi veliko raje, da bi bilo... Ne, pet stran. Da bi bilo eno pismo not. Kaj da smo eni pirati, ali kaj? Ja, kaj lepo bi bilo. Boš naredila Ne. enega za čez 100 let. Pa boš ti napisala? Ja. Kaj si? Je pa res že pomlad, ta bukev je začela že popke delati, tako da evo, še malo pa bo vse zeleno in cvetoče. Dosti za danes. Medtem ko sva midva zunaj delala, pa so rožice zelo, zelo pridno rasle na okenski polici in res jih je bilo ful zanimivo gledati, kako se premikajo in obračajo proti soncu. No, danes je 11. dan, odkar sem posejala tele rože in lepo uspevajo. Tole so lobelije, ki so pognale. Tole so pritlikave sončnice, ali kakorkoli se jim že reče. Pa tudi te petunije nekaj začenjajo ven lesti. Sicer najmanj od vseh. Ampak zaenkrat izgleda kar obetavno in upam, da bo šlo tako tudi naprej. No, tele sončnice so že kar zelo velike, tako da jih je treba presaditi. Kar sem imela plan narediti včeraj, ko je bilo zelo lepo sončno vreme in čisto spomladansko. Ampak na žalost sem mogla iti v mesto na tečaj švedščine, kar hodva enkrat na teden. Tako da ja, sem mogla to na danes prestaviti in na žalost je danes zapadel sneg. Tako da zdaj to delam zunaj v snegu. Ampak tako pač je, če živiš na Švedskem, ni toliko mrzlo, tako da bom preživela in upam, da bojo sončnice tudi. No, evo, da pokaževa malo, kako imamo zdajle. Tlele so te lobelije pa petunije. Tukaj se učiva švedščino, pa šopek tulipanov imamo lep. Na tem oknu so narcise, pa tudi tulipan. So kar lepi. Potem tukaj je šnofka, ki počiva pred sprehodom.
Tukaj so tele sončnice, ki sem jih zdaj presadila, tako da upajmo, da bodo uspele. Izgledajo zelo lepo in zdravo zaenkrat, tako da sem optimistična, kljub temu, da to prvič počnem. In evo, še na tem oknu so pa hiacinte, pa še en tulipan. Pa drugače tulipani so v takih le flaškah, ki so sicer od piva. Meni všeč, ampak Rok prav, da malo pivsko zgleda. Šnofki, pusti. Tako da ja, evo, zunaj je pa sneg. Tako da ja, to je to za ta vlog. Mislila sem, da bova še kaj več naredila, ampak žal nas je ta sneg zaustavil in tudi že prej slabo vreme. Tako da nadaljujeva v naslednjem, imava še zelo veliko dela, tako da verjamem, da ne bo dolg čas. Vi pa držite pesti, da bodo tudi vse rožice lepo uspevale.